Gospod minister, najprej čisto kratko vprašanje. Ste vi vedeli, da gospod Brezovar predava tudi v svojem delovnem času, pa tudi po tem službenem času? Vas je obvestil o tem? Jaz sem nasledil prakso delovanja inšpektorata in glavnega inšpektorja in on je nasledil, da tako rečem, ministra in ta praksa se je seveda nadaljevala in v preteklosti tudi ni bila problematizirana. Midva so imela ustni dogovor o tem, da pač on kot glavni inšpektor, kot odgovorna oseba, mora skrbeti za to, da bo njegova inštitucija delovala učinkovito, da mu pa jaz ne bom gledal dnevno v to, kdaj prihaja na delo, kdaj odhaja z dela, kdaj je na kakšnem mestu, ampak se od take osebe pričakuje, da je zmerom takrat, ko mora biti na delovnem mestu, tudi na delovnem mestu in da to delo upravlja, bodi si v inštituciji, v svoji pisarni ali pa seveda kje drugje. Tako da jaz v to področje nisem posegal, ker moje načelo je, da je pač ne tisto, bom malo karikiral, Stalinovo načelo, zaupanje je dobro, nadzor je pa še boljši, ampak da je treba zaupati ljudem na teh mestih, seveda, če pa zaupanja ne upravičijo, pa morajo seveda tudi za to odgovarjati. Konkretno o tem, v katerih vedel sem seveda, da on tudi opravlja to dejavnost in predavanje, kot rečeno je v vseh teh aktih, vse skozi opredeljeno kot ena od možnih oblik delovanja ob siceršnjem delu. Vendar je standard, kot rečeno, ki ga želimo zdaj vzpostaviti, ostrejši od tistega, kar se lahko tudi interpretira kot še zmerom dovoljeno. Nisem pa seveda jaz nikdar vedel niti o številu teh predavanj, ki jih je imel, niti o času, kraju, konkretnem subjektu oziroma konkretnej organizaciji, v kateri on taka predavanja izvaja. Ampak glede na to, da ste se odločili, da mora gospod Brezovar oditi in če beremo zakon o ZJU v 100. členu, 1., 2. in 3. točka, piše, da mora to sporočiti predstojniku in predstojnik je objektivno odgovoren za njegova dejanja. Zdaj me pa zanima, glede na to, da je gospod Brezovar moral oditi, boste odstopili tudi vi zaradi objektivne odgovornosti? No, jaz mislim, da to področje ureja, kot rečeno, zakon inšpekciji dela in on se mora po tem zakonu tudi ravnati. In kot rečeno, jaz se v podrobnosti njegovega delovanja nisem spuščal. Če kdo interpretira to, da mora minister stati za vsakim inšpektorjem in gledati, kje je vsak dan, potem je lahko to njegova interpretacija. Jaz se zaradi tega seveda odgovoren v tem smislu, da bi moral imeti vsak dan informacije, kje kakšen inšpektor je, pa tudi glavni inšpektor, za te odgovornosti jaz nimam. Moram pa skrbeti za to, seveda, da on upravlja svoje delo skladno s cilji, ki jih njegova inštitucija ima. In jaz sem predvsem gledal, kaj je inšpektorat naredil v teku celega leta, ko je šlo letna poročila, ali pa seveda v posameznih kritičnih primerih. In v tem smislu seveda s inšpektorjem večkrat v osebnem ali pa tudi telefonskem stiku, ko je šlo za vprašanja reševanja takih primerov, kot so bili že omenjeni Vegrad, prenova, Kočevje in tako naprej, je bilo jasno, da sem želel od inšpektorja vedeti, ali je že bil na terenu, kdaj je bil, kaj je ukrenil in kaj lahko storimo, da bi se te razmere izboljšali. Pa vendar ne, kot njegov predstojnik ste odgovorni za njegova dejanja, od njegovih dejanj ste bili obveščeni, skazalo se je, da so bila nezakonita oziroma da sprožajo sum koruptivnosti. Ste pač odgovorni za svoje... Da, zaradi tega sem pa potegnil to potezo, kot sem jaz. Pa zase? Če ne bi potegnil te poteze, potem bi lahko mene vprašal moj nadrejeni, se pravi predsednik vlade, ali opravljam svojo dolžnost ustrezno ali ne. Če zmerom je lahko tudi predsednik vlade to napravi, če misli, da nisem ustrezno ukrepal. Sabina Kržič, žurnal. Mene zanima, ali vam je Brezovar pokazal vse avtorske in druge pogodbe. Drugič me pa zanima, ali boste ukrepali tudi proti drugim inšpektorjem. Namreč danes so na tisti novinarski konferenci javno priznali vsi, tudi ta vaš bodoči VD, da predavajo. Kako to, da ste v bistvu zdaj Brezovarja zamenjali z Ružičem, ki je v bistvu isto?
Kot rečeno, tukaj gre za to, da se uveljavi nek drugačen standard glede tega, kaj inšpektor sme in kaj ne sme. Ta standard, kot rečeno, se je tekom let izoblikoval. In inšpektori, pa ne samo inšpektori za delo, tudi drugi javni uslužbenci počnejo te stvari na enak ali podoben način kot tile. Boste ukrepali tudi proti... Bomo izdali jasno navodilo na ministrstvu za vse uslužbence, da jim prepovedujemo to vrstno delo, kadar gre za to, da bi neposredno nadzirane organizacije bodi si inštruirali in svetovali ali recimo tudi zanje predavali, da tukaj lahko meja zelo natančno določena. To, kar se z mojega vidika zdi problematično, ni to, da inšpektor tudi svetuje, ker to je del njegove inšpekcijske naloge in vloge. On mora, ampak v času redne službe in ne za dodatno plačilo, seveda svojim strankam tudi nudi to podporo, da jih odvrača od nepravilnih dejanj, da jim gre nasproti in pojasnjuje in tako naprej. To je sestavni del inšpekcije, vsake, ne samo inšpekcije dela. Vendar pa postane to dejanje lahko problematično in zato seveda je treba ta standard zaostriti, kadar ta isti inšpektor tem istim organizacijam v svojem prostem času za denar take usluge ponuja, pa čeprav so to usluge, ki jim rečemo predavanje. Torej ne boste ukrepali proti ostalim? Kot rečeno, to navodilo, ki bo šlo ven, bo veljalo za vse. Težko je pa seveda ukrepati. Vi bi potem predlagali, da se, kot razumem vaše vprašanje, inšpektorat zapre. Lahko še na drugo temo. Nika Benedik, Radio Slovenija, po teh dogodkih v zvezi s stranko Desus, ki se vam je na nek način odrekla, me zanima, boste sledili vsem napovedim, odhodom in tem bombastičnim dogodkom. Vi z njimi. Torej, meni se je pač stranka odrekla, jaz nikdar strankin član nisem bil. Če se je odrekla, pomeni, da se je verjetno, tako je treba razumeti, odrekla kvoti. Konec koncev se je odrekla že s tem, ko sta dva poslanca iz poslanske skupine šla in je potem njihova zastopanost v parlamentu manjša. In moje delo ostaje pač še naprej, dokler bo predsednik ocenjeval, da ga opravljam tako, kot on pričakuje. Martina Kolenca. Prej ste kolegice dejali, da so se ti standardi oblikovali skozi leta in počasi, da si boste zdaj pač povečali oziroma morate vzpostaviti nov standard. Ampak gledajte, zakon o inšpektorjih je bil sprejet leta 2004. To ni nekaj novega. In prav tako pravilnik in sklepi Vlade Republike Slovenije, ki to urejajo prav tako leta 2004. In priporočila MJU-ja iz 2004. Iz 2006 je bilo priporočilo, potem interpretacija MJU-ja, če se dan sklicuješ. Ja, ti standardi, kot rečeno, ampak niso bili nikdar tako zelo eksplicitno postavljeni in kot rečeno, med standardi, ki jih zapišemo, ki so zapisani in prakso, kot vsi ugotavljate, je določena diskrepanca. Več let? Več let. In to diskrepanco smo že nasledili, kot rečeno. In zato je tudi po zaslugi problemov, ki so se ob tem odpirali, treba narediti ta korak. Mogoče prepozno, vzamem lahko tudi del odgovornosti v tem smislu nas. Še eno vprašanje. Protikorupcijska komisija je omenjala tudi hude kršitve delavskih pravic, ki pa vaš čas govorite, da je glavni razlog za njegovo razrešitev ravno ta sporna predavanja. Kaj pa ta drugi del? Ja, gledajte, to, kar je, in jaz se tukaj moram strinjati tudi z odgovori na glavnega inšpektorja, kar je bilo opozorilo protikorupcijske komisije, temelji pač na nekih prijavah, indicih in tako naprej. Nič od tega ni bilo dokazano. Če bi bila neko dejanje dokazano, če bi šlo za nek sodni postopek, ki ga lahko sproži konec konca tudi protikorupcijska komisija, ki bi nedvomno dokazoval odgovornost, kazensko dejanje in tako naprej, je zelo jasno, da je treba ukrepati takoj in ni nobenega dvoma. Vendar ministrstvo in minister seveda nista
tudi ne v vlogi, ki bi ugotavljala kazensko odgovornost v tem primeru. A bo kdo ugotavljal to kazensko odgovornost? Zdaj pri gospodu Brezovarju. Jaz te vadbe za njega ne mislim, ker nimam nobenih indicev in prijav. Če jih ima protikorupcijska komisija in ocenjuje, da so to vrstne, da upravičujejo takšno vadbo, potem lahko tudi ta komisija to narediti. Sem še eno kratko vprašanje. Kako komentirate predlog za odstop 3 predsednikov koalicijskih strank, da bi s tem lahko v bistvu vladi omogočili, da lažje dobi referendum? No, če gre za to, potem tudi jaz lahko takoj odstopim, če bi pokojninska reforma jutri veljala. Gospod minister, pa potekajo trenutno kakšna dogovarjanja v zvezi z sindikati, v zvezi s pokojninsko reformo? Trenutno z naše strani ne. Lahko še na gospoda Brezovarja, samo to me še zanima, ali ostaja na inšpektoratu? Da. Na katerem delovnem mestu? Še iščemo ustrezno rešitev za. A vam je pokazal avtorske pogodbe? Aha, nisem odgovoril na to vprašanje. Lejte, avtorske pogodbe, ki jih ima on kot zasebnik, so pač njegova zasebna stvar in jih sklepa s tistimi, s katerimi, ki zanje to delo opravlja. Zahteva, ki jo naslavlja protikorupcijska komisija tudi na ministrstvo, da bi moral on nam razkriti avtorske pogodbe, je sicer možna. Vendar nimamo zakonske podlage mi sami, da bi to tudi od njega izterjali. On jih lahko pokaže ali jih pa ne pokaže. Če pa nekdo da, potem recimo ugotavlja, da je šlo za neka kazniva dejanja. Če gre za vlogo kazensko vadbo na sodišče, potem sodišče seveda ima druge možnosti in druge instrumente. Mi pa teh instrumentov nimamo. Boste s temi navodili v bistvu zahtevali, da ne bojo bila predavanja več nikakor plačljiva v nobenem primeru? Da boste zahtevali, da ne smejo predavati za denar? Mi moramo tudi, ko gre za delovanje inšpektorja, pa tudi seveda za druge uslužbence, premisliti, kje je primerna meja. Ker če bi šli po tej poti in bi tak standard uveljavili, jaz se bom prizadeval, da ga dorečemo natančno tudi na ravni vlade oziroma Ministrstva za javno upravo, potem ga je treba dosledno povsod uporabljati. Vemo pa, da če boste pogledali na vabila seminarjev, ki se odvijajo na različne teme po celi Sloveniji, da visoki uslužbenci različnih ustanov v Sloveniji tudi tam zdaj predavajo. In zdaj je vprašanje, ali potem nekdo, ki prihaja inšpektorata za delo, je v nekem posebnem položaju ali pa z ministrstva za delo in tam ne sme predavati, nekdo, ki pa prihaja z enega drugega ministrstva, z enega drugega resorja, pa lahko. To je treba, ta standard je treba natančno opredeliti in ga tudi potem dosledno uporabljati pravzaprav za cel vladni sektor, ne samo za primer našega ministrstva. Pa je varianta, da bi ta zaslužek šel v proračun, recimo? Če nekdo to delo opravlja kot zasebnik v svojem času, prostem času, potem ne vem, zakaj bi moral ta zaslužek biti v proračun. Kot rečeno pa imajo številni naši uslužbenci dolžnost, da se udeležujejo takih dogodkov, aktivnosti, seminarjev in tudi tam razlagajo naše ukrepe, zakone in podobno, ampak seveda to pod predpostavko, da je to službena dolžnost, ki ni posebej plačana. Razen seveda, če bi to imeli v sistemu nagrajevanja. A lahko zdaj se pričujem, glede na vse skupaj odgovorite z da ali pa ne. Je gospod Brezovar ravnal protizakonito ali ne? To nedvomno nezakonito dejanje ni dokazano. So pa toliko močni indici in toliko opozoril pa z raznih strani in tudi strokovnjakov in podobno, da ne smemo več tvegati z njim na tem položaju, ker gre za ogrožanje ugleda institucije in seveda tudi on sam ni več dovolj kredibilna osebnost, da bi lahko to delo opravila. Tako, mislim, da smo izčrpali. Hvala lepa vam za udeležbo in ministrom lepo za odgovor. Naslednjo v naslednjih priložnostih.